Pri dojenčku bodite izredno pozorni na izbiro kakovosti materiala oblačil. Obleka za dojenčka naj bo zračna, topla in iz materialov, ki so raztegljivi, da ne ovirajo gibanja. Materiali, ki so izredno čvrsti, trdi in neraztegljivi, za oblačenje takega dojenčka niso primerni. Za oblačenje zgornjih delov ne uporabljajte oblačil, ki imajo premajhno odprtino za glavo. Bolj so praktična oblačila, ki se spredaj odpnejo in jih ni potrebno vleči preko glave. Obleka mora biti zanesljivo dovolj velika in široka. Posebno previdni pa naj bodo starši pri izbiri velikosti žabic in hlačk. Dojenčka do starosti 4 mesece večinoma oblačimo ali slačimo leže na previjalni mizi ali na drugi ravni podlagi. Ko dojenčka slačimo, se z njim vedno pogovarjamo in mu povemo, kaj se bo dogajalo. S tem pritegnemo njegovo pozornost, spodbudimo ga k poslušanju in k usmerjenosti v sredino. Dojenček običajno na začetku leži na hrbtu, zato začnemo slačenje pri nogavičkah. Z roko sežemo pod koleni in primemo nasprotno nogico preko kolena. To koleno narahlo dvignemo naravnost navzgor proti dojenčkovi rami. S tem manevrom posredujemo občutek dviga nog in medenice, dolgega hrbta in prenos teže proti ramenom. Ko so dojenčkova stopala obrnjena proti stropu, mu sezujemo copatek ali nogavico. Enako naredimo tudi z drugo roko na nasprotni nogici. Nato slečemo hlačke. Mama na zgornji roki odmakne palec od ostalih prstov, s palcem seže pod koleno dojenčkove noge, ostale prste pa postavi na dojenčkov prsni koš. Z drugo roko od spodaj podpre medeničko in naredi blag vzdolžni nateg preko trupa. Nogice in medenico delno dvigne od podlage in težo telesa tako prenese proti ramenom. Težo telesa nato postopno preko ramen prenese na dojenčkov bok. Obratu medenice in trupa sledita tudi dojenčkova glava in zgornja roka. Če dojenček z roko težko sledi, mu jo lahko mama svojo zgornjo roko pridrži ob telesu. Ko dojenčka pripelje do bočnega položaja, počasi spusti prejšnji prijem in dovoli, da dojenček sam prevzame kontrolo svojega telesa na boku. Če je nestabilen, ga s pomočjo podlahti narahlo pridrži. V položaju na boku slečemo najprej hlačke in žabice na eni strani, nato še na drugi strani. Tekom slačenja več plasti obleke je potrebno težo dojenčka večkrat prenesti tako na en, kot tudi na drugi bok. Položaj svojih rok vselej zamenjamo ob prehodu preko sredine. Dojenčka slačimo leže na boku. Slačenje rokavčkov poteka tako, da z eno roko objamemo zgornjo ramo in lopatico, šele nato s pomočjo giba dojenčkovega komolca ob telesu nazaj izvlečemo iz rokava dojenčkovo podlaht in roko. Za dojenčka so primernejša oblačila, ki se vzdolžno odpenjajo.
Pri slačenju puloverja preko glave smo pozorni na to, da ne silimo dojenčkove glavice v zaklon. Pri slačenju oblačila odmaknemo od obraza, zadaj pa povlečemo pulover od zatilja proti vrhu glavice, pri tem skrbno pazimo na dojenčkova ušesa. Oblačenje zgornjih delov oblačil običajno poteka na boku v obratnem zaporedju kot slačenje. Pri oblačenju puloverja iz puloverja naredimo obroč. Najprej navlečemo pulover preko glave na zadnji strani, šele nato previdno preko ušes in obraza na sprednji strani. Oblačila na silo ne vlečemo čez obraz, ampak jih od obraza odmaknemo. Pri oblačenju rokava pazimo, da je dojenčkova roka v srednjem položaju ob telesu in da je dlan vedno obrnjena proti obrazu. Rokav naberemo in roko vtaknemo vanj do zapestja. Nato roko iztegnemo naprej in navlečemo oblačilo do rame. In na koncu stabiliziramo bočni položaj s prijemom preko pravkar oblečene rame. Za oblačenje druge roke spremenimo položaj na drugi bok in oblečemo drugo roko po enakem principu. Za oblačenje hlač ali žabic velja, da lahko začnemo leže na hrbtu ali na boku, pri potegu oblačila čez ritko pa je nujno, da prenesemo težo na eno in drugo bočno stran. Medtem ko dojenček leži na hrbtu, odpnemo pleničko. Dojenčku najprej obrišemo oziroma umijemo ritko spredaj. Nato z enakim prijemom kot pri obračanju na bok dvignemo ritko in ga s prenosom teže delno obrnemo na bok ter mu očistimo še kožne gube in ritko od zadaj. Staro pleničko previdno odstranimo in jo zamenjamo z novo. Plenička naj sega do višine roba rebrnih lokov. Zapnemo jo simetrično, ne pretesno, ter med nogama popravimo robove pleničke v pregib. S tem osvobodimo kolke in dojenčku omogočimo neovirano gibanje v kolkih.